Pozdravljeni v oddaji Pregled tedna. Poglejmo si, kaj se je ta teden dogajalo v slovenski Istri in širše. Občina Izola je objavila prvi razpis za dodelitev najemnih stanovanj po novem pravilniku s ciljem olajšati osamosvajanje mladih. Na voljo je 11 stanovanj, 7 za posameznike ter 4 za pare oziroma manjše družine. Stanovanja merijo od 26 do 44 kvadratnih metrov, so neopremljena in takoj vseljiva, najemnine pa znašajo med 147 in 391 evri. Na razpis se lahko prijavijo mladi posamezniki in pari stari od 18 do 35 let ter mlade družine, kjer je starš z otrokom star med 18 in 40 let ob pogoju slovenskega državljanstva in najmanj 15 let stalnega prebivališča v Izoli. Kandidati morajo izpolnjevati tudi dohodkovne in druge razpisne pogoje. Najemne pogodbe bodo sklenjene za 15 let brez možnosti podaljšanja. Rok za prijavo je 13. april, v primeru presežka prijav pa bo odločal žreb. Po zaključku postopkov naj bi prvi izbrani najemniki v stanovanja vselili že sredi letošnjega leta. Občina napoveduje tudi nadaljnje širitve stanovanjskega fonda. Po prenovi dodatnih enot v mestnem jedru bo v prihodnje prek novega razpisa na voljo še 5 do 6 stanovanj. V ponedeljek so na potniškem terminalu Družba za avtoceste Republike Slovenije, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo in Mestna občina Koper podpisali s Kolektorjem in CPK-jem skoraj 24 milijonov evrov vredno pogodbo za razširitev Bertoške vpadnice v 4-pasovnico. Projekt obsega razširitev 1,6 km dolge Bertoške vpadnice v 4-pasovnico in ureditev navezave državne kolesarske povezave Parencane na razširjeno vpadnico. Župan Mestne občine Koper Aleš Bržan je ob tem izrazil zadovoljstvo, saj pomeni začetek gradnje pomemben mejnik v največjem mestu slovenske Istre, ki postaja postopoma bolj urejeno in dostopno. Poleg tega bo nova pridobitev omogočila več možnosti za razvoj gospodarstva, nova delovna mesta, višjo kakovost življenja v skupnosti ter manj gneče na cestah. Rok za izvedbo gradbenih del je 20 mesecev od uvedbe izvajalca v delo, v fazi sočasne gradnje Srminske in Bertoške vpadnice pa dela ne bodo ovirala prometa, saj bo v času rekonstrukcije krožišč na Bertoški vpadnici tovorni promet preusmerjen na novo Srminsko vpadnico. Pogodbena vrednost investicije znaša 23,8 milijona evrov z vključenim davkom, pri čemer znaša delež Darsa 19,2 milijona evrov, delež Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo 4 milijone evrov, delež MOKA pa nekaj manj kot 640 tisoč evrov. Z začetkom pomladi in z lepimi sončnimi dnevi se na ceste vračajo tudi motoristi. Po dolgem zimskem premoru so razmere za njih toliko bolj zahtevne, saj so vozišča mrzla, na nekaterih delih ostajajo ostanki zimskega posipa, prav tako pa motoristi niso še v pravi formi. Motoristi spadajo v ranljivejše skupine udeležencev cestnega prometa in vsaka vožnja za njih predstavlja določeno tveganje. Policija zato v začetku letošnje sezone tudi pripravlja različne preventivne aktivnosti, ki so namenjene ravno povečanju varnosti motoristov v cestnem prometu. Policisti smo se v začetku sezone dobro pripravili. V prejšnjih tednih so se policisti motoristi udeležili usposabljanja na poligonih, prav tako so opravili kondicijsko vožnjo. S tem so si pa seveda pridobili oziroma nadgradili njihovo znanje in spretnosti za varno udeležbo oziroma za varno opravljanje njihovih nalog. Koprski policisti bodo sodelovali na 2 večjih preventivnih dogodkih v Kopru, kjer bodo motoristi lahko s pomočjo izkušenih inštruktorjev preizkusili svoje sposobnosti, obnovili pomembna znanja in dobili koristne nasvete za varno vožnjo. Vse motoriste vabijo na delavnici, ki boste na parkirišču pred Planetom Koper v soboto 18. aprila pod imenom Dnevi varnosti in v soboto 16. maja pod imenom Motomanija. V letu 2025 so v prometnih nesrečah umrli 3 udeleženci enoslednih vozil pod pojmom enosledna motorna vozila
uvrščamo motorna kolesa, mopede ter mopede, ki dosegajo hitrosti do 25 km/h. Vsi trije umrli so bili vozniki motornih koles. Ti umrli predstavljajo 30% delež vseh umrlih na cestah policijske uprave Koper. No, seveda, temu številu je potrebno dodati še 39 hudo telesno poškodovanih ter 110 lažje telesno poškodovanih voznikov naslednjih motornih vozil. Najpogostejši vzrok za te prometne nesreče je vožnja z neprilagojeno hitrostjo, stran oziroma smer vožnje, izsiljevanje prednosti in tako naprej. Morda tudi vožnja na prekratki varnostni razdalji. Prekrški, ki jih zaznavamo, so najpogostejši prevelika hitrost, še vedno je prevelika hitrost. Potem sledi nepravilnosti pri prehitevanju, predelava vozil in potem še vsi ostali. Ne smemo pa prezreti dejstva, da je vse več voznikov enosednih motornih vozil tudi pod vplivom alkohola oziroma raznih drugih prepovedanih substanc. Pred sezono policija še opozarja, naj motoristi preverijo pnevmatike, olje in svetila. Zavedati se morajo, da je vozišče, na katerega zapeljejo, lahko hladno, spolzko ali prašnato, zato je pomembno prilagoditi hitrost in način vožnje. Pravilno je, da so dobro opremljeni s čelado, ki je obvezna, priporočljive so tudi zaščitne rokavice, hlače in jakna ščitniki ter škornji, ki ščitijo gležnje ob morebitnih padcih. Bolje je, da je oprema fluorescentna, živih barv, saj bodo tako bolj vidni in opazni na cesti. Inšpekcija za morsko ribištvo ima novo plovilo. Nakup je vodilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, njegova vrednost pa znaša skoraj 1 170 000 evrov z DDV, kar predstavlja največjo posamezno naložbo iz ribiškega sklada. Novo plovilo bo omogočilo učinkovitejše izvajanje nadzora nad gospodarskim, športnim in rekreacijskim ribolovom ter drugimi dejavnostmi na morju, hkrati pa bo prispevalo k večji odzivnosti pri upravljanju nalog. Ribiška inšpekcija tudi z novim plovilom nekoliko olajšane delovne pogoje, mogoče tudi optimizira delovni čas za njih in za nas je to izredno pomembno. Predvsem 70% financiranja iz Evropskega sklada, tukaj smo bili ponovno uspešni kot resorno ministrstvo in predvsem, da nam je uspelo. Nekajkrat so bili še izzivi v preteklosti, ampak danes smo lahko to z veseljem predali naši ribiški inšpekciji. Plovilo je daljše, je širše, ima boljšo opremo in ta vsa oprema, ki je na plovilu, nam bo omogočila še bolj učinkovito in uspešnejše nadzor. Pa smo zelo veseli in zadovoljni, da smo tudi. Plovilo, ki je ob simboličnem krstu dobilo ime Perun, predstavlja pomemben korak k še boljšemu nadzoru nad trajnostnim upravljanjem morskih bioloških virov ter krepitvi sodelovanja državnih služb na morju. Ribiška inšpekcija z njim pridobiva sodobno delovno platformo, ki zagotavlja večjo operativno zmogljivost, večjo varnost posadke in zanesljivejše izvajanje nalog. Prejšnji petek se je na Famnitu odvilo matematično tekmovanje Naboj, na katerem so se dijaki pomerili v reševanju zahtevnih nalog in preizkusili svoje logično razmišljanje v mednarodni konkurenci. Danes smo organizirali drugo mednarodno matematično tekmovanje Naboj. To je ekipno tekmovanje, tekmujejo v ekipah po 5, srednješolci, v 2 kategoriji smo jih razdelili, 1., 2. letnik pa 3., 4. letnik. Zakaj mednarodno? Zato, ker danes usporedno z našim tekmovanjem je potekalo še v 16 drugih državah. Tako da tudi zdaj na koncu mi bomo tukaj razglasili zmagovalce našega lokalnega tekmovanja, potem pa imamo tudi v bistvu primerjavo na mednarodnem nivoju, lahko primerjamo v bistvu naše dijake z ostalimi. Tekmovanja se je udeležilo več kot 160 dijakov iz cele Slovenije, ki se v primerjavi z ostalimi državami uvrščajo kar visoko. Lanski zmagovalci v Sloveniji so bili recimo 7. v mednarodni konkurenci, letošnji zmagovalci pa so se ravno tako uvrstili med 10.
V bistvu je zanimivo to, da so, se pravi, naloge so številčene in grejo od lažjih proti težjim. Tako da je vsega skupaj 56 nalog. Danes tukaj ni nihče prišel prav do zadnje, so bili zelo uspešni, so dobro reševali, tako da nekaj prvih začetnih je bolj rutinskih, potem nadaljne so pa take kar malo bolj za razmisliti. Dijaki so tekmovali v skupinah. V seniorski kategoriji so zmagali dijaki iz gimnazije Bežigrad, drugo mesto pa so zavzeli dijaki iz gimnazije Koper. Ja, eno nalogo sem reševala veliko časa, pa v bistvu je bila samo ena zelo lepa ideja, do katere žal nisem prišla, a še vedno vse naloge so zahtevali neke inteligentne ideje in ni bilo samo računanje, ampak neke take matematične, bolj zahtevne stvari. Ja, v bistvu meni je tudi ostala ena naloga v spominu, ki je kombinatorika, ki tudi v bistvu pač takoj zelo hitro lahko napačen rezultat dobiš, čim kaj pozabiš. Ja, vzdušje mi je bilo všeč, tekmovanje je bilo zanimivo, naloge so bile težje po moje kot lani, drugače je bilo pač dobro. Nekako meni je to tekmovanje od vseh skoraj najljubše, zato ker v bistvu poteka v ekipah in za razliko od drugih tekmovanj, ki so nekako individualna in pač tistih nekaj ur pišeš samo zbrano, se pač tudi pogovarjaš, pa je nekaj dialoga, pa pač nekako poteka v skupinski in je neko tudi to vzdušje in pač kako skupaj deluje ekipa, tudi pomembno in pripomore k uspehu. Organizatorji tekmovanje napovedujejo tudi prihodnje leto. Ponedeljek pa je minil tudi v znamenju športa, saj je v protokolarni prireditveni dvorani svetega Frančiška Asiškega potekala slavnostna prireditev Športnik Kopra 2025, kjer sta Športna zveza Koper in Mestna občina Koper podelili priznanja in nagrade najboljšim športnim ustvarjalcem preteklega leta. Tokratna proslava je potekala v znamenju vračanja k temeljnim vrednotam športa, torej vztrajnosti, trdnemu delu, predanosti in povezovanju, ki skozi to panogo združuje športnike, klube in celotno skupnost. Prav te vrednote ostajajo temelj športnih uspehov in navdih za prihodnje generacije. Nagrado za najboljšega športnika je tudi letos prejel kajtar Toni Vodišek, ki se je po uspešno prestani operaciji kolena vrnil na vodo in na svetovnem prvenstvu v Kaljariju osvojil 4. mesto. Najuspešnejša koprska športnica je postala Anja Apolonio, ki je v kajaku na mirnih vodah osvojila 2 srebrni medalji na Evropskem prvenstvu, poleg tega pa je v dvojicah z Mijo Medved bila 4., medtem ko je na svetovnem prvenstvu posamezno bila 6. Za najboljšo ekipo občine pa so bili izglasovani koprski nogometaši, ki so bili 3. v državnem prvenstvu ter 2. v pokalnem tekmovanju, s čimer so si priigrali nastope v evropskih tekmovanjih. Posebna priznanja so tokrat prejeli lokostrelka Ana Umer, mojstrica karatejskih veščin Gloria Švetak ter trener kegljašev in kegljašic Marino Kragel. Omeniti velja, da so priznanje ob jubilejih prejeli Rado Gregorič, Mladen Railič, Plesno društvo Fiona, Plavalni klub Koper ter Društvo invalidov Koper. Poleg tega je župan Aleš Bržan častno listino za življenjsko delo v športu podelil Mariju Funčiču, za izjemne dosežke na področju športa pa zlati olimpiki Andreji Leški. Letos je bilo tako na odru 109 nagrajencev, saj so bili poleg glavnih akterjev nagrajeni tudi številni mlajši športniki ter športniki, ki se lahko pohvalijo z vrhunskimi dosežki. Program je bil dodatno obogaten z energičnimi plesnimi nastopi ter pevsko točko Eve Hrvatin z avtorsko pesmijo Dotakni se zvezd. V sredo smo v osnovni šoli Koper spremljali napeto rokometno tekmo med domačim ženskim univerzitetnim društvom Koper in ženskim rokometnim klubom Ptuj. Vložek je bil še toliko večji, saj je šlo za tekmo četrtfinala pokalnega tekmovanja, zmagovalca pa je čakala vstopnica za zaključni turnir četverice. Koprčanke so v obračun stopile kot favoritinje, a so se trdožive Ptujčanke pokazale za neugodnega nasprotnika. Vse od uvodnih minut sta bili ekipi zelo izenačeni, kar je nakazovalo na nepredvidljivo nadaljevanje. Po prvem polčasu so varovanke domačega trenerja Željka Zirduma vodile 16-14, več kot polovico zadetkov pa je v tem obdobju za rumeno-modre dosegla Veronika Doneva in sicer 9. Drugi polčas se je nadaljeval po istem kopitu kot prvi, zato smo bili na koncu priča dramatični končnici. Potem, ko so Ptujčanke po uspešno realiziranem protinapadu izenačile, so Koprčanke imele napad za zmago. Čeprav je gostujoča vratarka prvi strel obranila, pa je odbito žogo v mrežo pospravila Lili Radić,
ki je tako poskrbela za veliko slavje v domači zasedbi. Semafor je na koncu kazal na zmago Primork s 36-35. Jaz čestitam mojim puncam, to, kar so pokazali, borili so se do konca, pokazali so karakter. Čestitam tudi izjemni ekipi Ptuja, pokazala je, da sodi v zgornji del lestvice, tako da vse čestitke tudi njim. Začetek je bil še kar v redu, čez čas smo popustili, ampak smo se dvignili in spodbujali. 35 golov je kar dosti, moram priznati, obramba ni bila najboljša, ampak smo se potrudili in do konca igrali in zmagali. Kaj ste se zmenili na zadnje minuti odmora? Do gola ste na koncu vendarle prišli malce sreče, ne? Ja, več sreče kot pameti, no, ampak kar je trener rekel, smo naredili, išlo se je in to je važno. Prav Veronika Doneva je na tekmi znova navdušila, saj je zadela kar 16 golov, s čimer je bila najboljša strelka obračuna. Pri Ptujčankah je bila najuspešnejša Minea Kolenko, ki se je na listo strelk vpisala 13-krat. V gostujočem taboru z rezultatom niso bili najbolj zadovoljni, po njihovih besedah pa jim je zmanjkalo predvsem: Bi rekla, da predvsem športne sreče, mislim, da je to kar pomembno. Mislim, tekma načeloma bila, meni se je zdela zelo dobra tekma. Ne vem, kaj naj rečem, čestitam nasprotni ekipi, so zasluženo dobre, tako da, ja. Imeli smo malo spolno pa pacov skozi to sezono, ampak ja, se trudimo, da tudi me nadoknadimo to, kar smo v začetku sezone izgubili. Pri Žurdovkah je na zadnji prvenstveni tekmi poškodbo staknila Nika Ožegovič, zato je nekaj časa ne bo na parketu. Kljub temu so jo nekatere soigralke odlično nadomestile, poleg Monike Martič in Lare Bratina pa je vlogo nosilke v zunanji liniji znova zanesljivo opravljala kapetanka Anja Kolobarič. Res je, jaz ne moram opisati te občutke, jaz sem presrečna. S puncami smo se borili do zadnje sekunde, dobesedno. Prikazali smo eno borbeno igro, zanimivo za publiko, po mojem za vse gledalce. Jaz sem kot kapetanka preponosna na vsako posameznico, da smo to odpeljali in da gremo zdaj v ta Final Four, da vidimo, kaj je to in da smo v bistvu dosegli nek naš drugi cilj. Tekma je poleg številnih zadetkov in lepih podaj ponudila tudi druge atraktivne poteze, videli pa smo tudi kar nekaj izključitev, ki so pričali o pomembnosti tekme. Tekma je bila zelo grda za gledati, po mojem, ampak to zmago smo res potrebovali. Zdaj v končnici smo izgubili take dve podobne tekme, kot je zdaj pač žal tudi Ptuj. In zdaj se nam je dejansko vrnilo. Sreča prati hrabre. Mislim, da smo v bistvu obe ekipe priigrali tako ta pravo tekmo, da zato so bili ti kartoni, zato so bile te podaje in tako. So odigrali pošteno igro, borbeno, tudi njim je bila želja ogromna, da pride v ta Final Four, ampak tako je, rokomet, šport, žoga je okrogla in lahko se zgodi, kar se lahko zgodi, ne. Koprske rokometašice so se tako komaj tretjič v zgodovini uvrstile na zaključni turnir Pokala Slovenije, prvič po 7 letih. Obakrat so se potem veselile 3. mesta. Kakšen bo cilj tokrat? Tako kot vedno rečem, doseči čim više mesto in ja, imamo to. Zdaj v pokalnem tekmovanju počakamo žreb, želimo si definitivno to 3. mesto. Zavedamo se, da bo zelo težko dosegljivo, so zelo dobre ekipe, se uvrstijo tam. V prvenstvu pa, glede na to, da smo že dosegli svoje cilje, torej med 6, dajemo priložnost mlajšim, katere bojo dejansko v ospredju drugo leto. Na finalnem turnirju, ki bo na sporedu predvidoma maja, bodo poleg Koprčank nastopile še ekipe Ljubljane, Krima in Ajdovščine. Vsekakor pa lahko sredi marca že ugotovimo, da je letošnja sezona Žord Kopra več kot uspešna, saj je v obeh tekmovanjih izpolnil glavni cilj. Občina Piran je z ogorčenjem objavila novico o ponovnem vandalizmu v športnem parku Lucija. Gre za pomemben prostor za rekreacijo, druženje in zdrav način življenja za vse generacije v tem delu mesta. Žal se tam v zadnjem času prepogosto dogajajo primeri vandalizma in namernega poškodovanja infrastrukture v športnem parku, kjer med drugim prihaja do poškodb umetne trave, razbijanja stekel, lomljenja ograj in drugih oblik uničevanja skupne lastnine. S temi dejanji se povzroča velika škoda, ki bremeni vse občane in občanke, posledično pa morajo sredstva, namenjena razvoju in izboljšavam,
znova zamenjati za popravila že obstoječih objektov in infrastrukture. Tudi zato občina Piran skupaj z upravljavcem Šimc in podjetjem Okolje Piran poziva vse obiskovalce in uporabnike, da se do športnega parka obnašajo spoštljivo in odgovorno. Hkrati prosijo vse očividce morebitnih vandalskih dejanj, da takšne ravnanja prijavijo pristojnim službam, saj lahko le tako ohranimo športni park varen in prijeten za vse. Nekateri morajo po večerjo v trgovino, nekateri na tržnico, nekateri pa jo ujamejo kar med rekreacijo. Dober tek? Pozdravljeni v novi ediciji Kulturnega napovednika, kjer vam bomo predstavili dogodke, ki se bodo v prihodnjem tednu odvili v slovenski Istri. Že jutri, na sobotni dopoldan, bo za najmlajše v Lutkarnici v Kopru potekala lutkovna predstava o lisički zviti tički, pričetek ob 11. uri. V večernih urah pa si boste lahko v auditoriju Portorož ogledali Linhartovo komedijo Ta veseli dan ali Matiček se ženi. Ta se bo pričela ob 19:30. Ob 20. uri pa v koprskem Snack baru sledi nastop lokalne rock zasedbe Tri bote. Pol ure kasneje, ob 20:30, pa bosta oder Centra mladih Koper zasedli riff rock zasedba Samokres in grunge rock band Kavasutra. Ljubitelji plesne glasbe pa se lahko odpravite v klub študentov občine Koper, kjer se obeta prva edicija glasbenega dogodka Polivinil. Tokrat bo nastopil DJ 93 kilobajtov, ki bo poskrbel za house in disco ritme na vinilih. Nedeljsko popoldne pa bo bolj umirjeno in pevsko obarvano. V gledališču Koper se bo ob 17. uri odvila tradicionalna revija Primorska poje. Na torkov večer pa se lahko odpravite v gledališče Tartini, kjer bodo ob 18. uri s svečano prireditvijo obeležili visok jubilej, 70 let mestne, pa se lahko odpravite v gledališče. Le uro kasneje pa bo v izolski knjižnici potekala predstavitev nove pesniške zbirke Tine Pegan z naslovom Prva beseda je bila pred mamo. Večer bodo popestrile tudi plesalke iz plesnega studia Moving Dance. Sredi tedna, v sredo ob 21. uri, pa se v koprskem bastionu obeta koncert italijanske noise rock zasedbe Submit. Četrtkov večer pa v izolski Hangar bar prinaša eksotiko, saj bo tam nastopil brazilski trio Galuco Solter s Joseom Portillo, ki bodo pripeljali fuzijo džeza in etno glasbe. Na petkov večer pa sledi še kar nekaj glasbenih dogodkov. V Piranu se namreč obeta vrhunski jazz večer, na katerem bo nastopil tri big band orkestra s Teom Kolorjem in Denisom Beganovićem. Medtem pa bo v izolskem kulturnem domu ob 20. uri ozračje ogrela legendarna lokalna zasedba Zmeljkov. Obenem pa bo Center mladih Koper gostil dve zasedbi. New Wave in Synth Pop band Joko ter indie rock zasedbo Freedom House. Še en koncert pa se bo zgodil na obrobju mesta v Figa Rock baru, kjer bosta oder istočasno zasedli zasedbi Caro Mio in Couch ter predstavili njun skupni projekt Couch Mio. To je bilo iz naše strani vse, hvala za ogled in se vidimo prihodnji teden. To je bilo za danes vse. Najlepša hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.